Učenci in dijaki spet sedli v šolske klopi. 70 let Gubčeve brigade. Glasbeni poslastici ob koncu festivala Muzejski vrtovi. Dober dan. Poletnih počitnic je konec. Več kot 161 tisoč osnovnošolcev in več kot 78 tisoč dijakov je tako danes spet sedlo v šolske klopi. Prvič je prag hrama učenosti prestopilo tudi dobrih 19 tisoč prvošolcev. Med njimi sta se v osnovno šolo dr. Pavla Lunačka Šentrupert prvič odpravila tudi dvojčka iz Prelesja. Tako sta tudi Svit in Zarja postala prvošolčka. Veselim se šole, da grem v prvi razred, da se bom veliko naučila, da bom učiteljice videla, svoje prijateljice. Jaz pa komaj čakam, da grem v šolo, pa bom fuzbal igral namerni, pa veselim se prijateljev. Posebnih priprav na začetku šolskega leta niste imela. Glede na to, da imata bratca, ki gre danes v 5. razred, sta že malo vedela, kako je s temi stvarmi, predvsem tole vstajanje zjutraj, ki ga do zdaj ni bilo. Danes sta obiskala knjižnico in pomagala skuhati kosilo, popoldne pa sta se pripravila na prvi šolski dan. Ja, majčkeno sta bila živčna, nervozna, težko sta pričakala tole 4 popoldne, ker neparkrat sta že, kdaj pa bomo šli, tako da majčkeno sta bila nervozna, ja. Takole sta se poslovila od brata in se staršema odpravila proti hramu učenosti. Obiskovala bosta prvi razred, v katerem bo kar 27 otrok. Ta teden se bomo predvsem spoznavali, družili, spoznali bodo šolo, šolske prostore, učitelje in zaposlene na šoli. Za razliko od večine osnovnih šol je sprejem prvošolčkov v Šentrupertu letos potekal šele popoldne. To pa zato, ker želimo pritegniti starše, da se udeležijo tega sprejema, ker to je enkraten dogodek za otroke, ki se ga bodo zapomnili. Šolo bo sicer letos obiskovalo 214 učencev v 10 oddelkih. Zaradi zaprte Ljubljanske ceste in petkove prepovedi uvoza iz Andrijaničeve ceste na cesto Brigad je bilo davi pričakovati gnečo. In res se je od krožišča v Bučni vasi čez viadukt Bezgavec mimo Livade pa vse do Bršljina vila nepregledna množica vozil. Predvsem staršev, ki so svoje otroke peljali v šolo. Po cesti Brigad je z otroki v bršljinsko šolo pripešačila tudi Erna Povh iz Velike Bučne vasi. Tokrat je bila njihova pot v šolo varnejša od običajne, saj je od petka urejen enosmerni promet, v naselju pa je vrisan tudi hodnik za pešce. Še vedno pa nimamo prehoda, še vedno ni pešpot vse do ceste, pa menda še vedno kršijo promet vozniki, ampak policisti menda nadzorujejo. Povhova se je izognila gneči na obvoznici, je pa mnogim staršem, ki so otroke peljali v bršljinsko šolo, nov prometni režim povzročil nevšečnosti. Ja, zelo je tam, kjer je semafor, sem videla, da je že kolona in sem enostavno šla s kolone na zeleni pas za Kamence nazaj in sem parkirala pred Hura in peš do sem prišla. Ker drugače naj bi prišli še zdaj sem. Katastrofa živa, no. Potreba nekaj urediti, da bomo normalno se tlele vozili. Kje ste šli, po kateri strani? Smo šli kar tle nek po star cesti, kar po nekem travniku, da smo prišli čez, da nismo zamudili. Čeprav smo malo zamudili. Po besedah ravnateljice osnovne šole Bršljin Martine Picek, vsaka zapora prinese določene težave. Naši učenci so v glavnem učenci vozači, prihajajo v šolo šolskim avtobusom in to bo verjetno vplivalo tudi na ta režim pri nas zaradi te zapore. Pickova upa, da bo Ljubljanska cesta vsaj v eno smer čim prej odprta. Kot je minuli teden navedel novomeški župan Alojzij Muhič, naj bi se to zgodilo do 15. tega meseca. Vsekakor pa policisti pričakujejo, da se bodo kršitve cestnoprometnih predpisov na tem območju nadaljevale. Mi smo v tem obdobju, odkar je bila postavljena zapora, občasno kontrolirali promet in izrekli tudi več opozoril in izrekli več glob. Del nadzora pa izvajajo tudi nadzorni mehanizmi mestne občine Novo mesto. Policisti bodo v času povečanega prometa v Bršljinu oziroma Bučni vasi zagotavljali čim večjo pretočnost in varnost, dodaja Zrilič. Učence novomeške osnovne šole Center pa sta v šolo pospremila generalni direktor policije Janko Goršek in vrhunski športnik zaposlen v policiji Luka Špik.
Gosta sta šolarje najprej opozorila na pravilno ravnanje v prometu in se nato z njimi sprehodila po cesti ob šoli. Žal je včasih, ko pogledaš, da 2 ali 3 dni po tistih aktivnostih, ki jih policija izvaja v smislu osveščanja nekako prometne varnosti, da marsikdo pozabi po prvem šolskem dnevu in se zopet obnaša tako kot ponavadi. Jaz verjamem in upam, da vsako leto je verjetno več udeležencev, ki se pa zavedajo tudi ali imajo svoje otroke, da otroci na cestah so naše največje zlato. Šolska pot, po kateri se je sprehodil z otroki, se Gorško ne zdi preveč varna. Glede na frekvenco prometa in glede na vse, kar sem videl, enostavno preži na otroke tudi kar veliko nevarnosti. Ta pot je toliko varna oziroma nevarna, kolikor so nevarni udeleženci v prometu, meni dobitnik 3 olimpijskih kolajn v veslanju Luka Špik. Če bodo ljudje tukaj se nekako normalno vozili med šole, če bodo upoštevali, da je otrok na prehodu za pešce oziroma da hodijo otroci po pločniku in če bodo zmanjšali hitrost, ne bo prišlo do problemov. In to velja upoštevati. V mladinskem centru Sevnica so se iz zdajšnjih najemniških prostorov preselili v obnovljene prostore nekdanje knjižnice. Prostor si deli z občinsko turistično agencijo, ki so jo na to lokacijo preselili iz Boštanja. Selitvijo teh dejavnosti iz zasebnih prostorov občinske bo Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti letno prihranil okrog 11 000 evrov. Prednost je predvsem v tem, da bo upravljanje s tem prostorom cenejše. Potem bo lažje povezovanje na lokalnem nivoju z raznimi inštitucijami, šolo, društvi, zavodi. Istočasno bomo lahko prostor še bolj razdelili in razne zvrsti programa vršili v samem mladinskem centru. 170 kvadratnih metrov uporabnih površin je dovolj, da je svoj kotiček dobila še turistična pisarna in agencija Doživljaj, kjer ponujajo lokalne spominke in izdelke. Tudi vabim vse ponudnike, ki so na našem območju, da nam prinesejo materiale, da se lahko tudi preko nas še bolj promovirajo. Naš cilj je, da naši lepi kraji, naše lepe točke stopijo iz anonimnosti. Novi prostori so s svojo podobo primernejši za te dejavnosti od prejšnjih. Njihova obnova pa je stala 42 000 evrov. Na Trebelnem se je kljub dežju slovesnosti ob 70. obletnici ustanovitve Gubčeve brigade zbralo več kot 500 ljudi. Od tega se jih je kar 210 na prizorišče podalo peš. Z dogodkom so počastili tudi spomin na ustanovitev 12. brigade in mokronoške čete. Gubčeva brigada je ob ustanovitvi štela približno 840 borcev. Časoma je prerasla v večjo enoto. Vse skupaj je bilo v Gubčevi brigadi približno čez 3000 borcev. Nažalost je imela tudi čez 600 mrtvih. Pri izpolnjevanju današnjih nalog moramo ohraniti moralno trdnost, značilno za partizanske borce in protifašistični boj, je poudaril letošnji slavnostni govornik. Čas ustanavljanja slovenskih narodno-osvobodilnih udarnih brigad je bil velik trenutek v slovenski zgodovini. Izkazati jim moramo vso spoštovanje in razumeti moramo povezanost partizanske vojske s teritorialno obrambo in osamosvojitveno vojno. Zato morajo ljudje ohranjati zavest, da so tako vrednote pridobljene v drugi svetovni vojni kot vojni za Slovenijo, tiste vrednote, ki jih je ta Slovenija in ta država potrebovala in ki jih danes ima. Zgodovino je treba spoštovati, pa je ob tej priložnosti izpostavil prvi mož Ljubljane, kjer ima Gubčeva brigada svoj domicil. Nedvomno so bili partizani, partizanke, borke in borci na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, ki so premagali fašizem in pa nacizem. Na slovesnosti so podelili tudi 5 priznanj Trebanjskega borčevskega združenja. Mi smo pa Slovenci se v tem izkazali kot en zrel narod, ker se mi danes nemogoče zdi pri vsej tej razvajenosti, pri vsem tem, kar danes pravzaprav ljudje imajo. Ob tej priložnosti so tudi položili vence pri obeležjih v Mokronogu in na Trebelnem. Posavje je bilo te dni skorajda povsem v znamenju oračev. Najboljši iz domala cele Slovenije so se namreč po 8 letih na Vrbini pri Brežicah znova pomerili na 56. državnem tekmovanju. Na tekmovanju je svoje spretnosti s plugi, krajniki in obračalnimi plugi prikazalo več kot 40 oračev. Glavni namen od regijskih tekmovanj, državnih tekmovanj, pa tudi svetovnega tekmovanja je predvsem izobraževalna funkcija teh tekmovanj. In lahko rečem, da v teh zadnjih letih ali pa
v tem zadnjem obdobju, tudi v samostojni Sloveniji, je to oranje močno napredovalo. Traktorska tekmovanja po Sloveniji, tako regijska kot seveda potem krona, kot je današnje državno, pomeni neke vrste najlepši odprti strokovni seminar, izobraževanje ali pa srečanje. Naslov najboljšega si je pri plugih krajnikih prioral Jure Filak. V kategoriji obračalnih plugov pa se je skupne zmage veselil Dolenjec Igor Pate. V bistvu so bile v redu razmere za te vremenske, kakor je suša in tako, kakor sem se bal vsega že spet, da bo isto kot lani, pa je danes prvi dan je super, no. Za te razmere super. Zmagovalca se bosta prihodnje leto udeležila svetovnega prvenstva oračev v Kanadi. Člani konjerejskega društva Semič, ki združuje rejce konj iz celotne Bele krajine, so pri njihovi oskrbni točki na Blatniku pripravili tradicionalno 11. razstavo konj, ki so jo začeli s povorko konj in vpreg, končali pa s kmečkimi igrami. Belokranjski rejci, ki se s konjerejo ukvarjajo predvsem ljubiteljsko, so s ponosom predstavili različne pasme konj, ki jih redijo. Predvsem za dušo, bi rekel, sem zaradi tega. Dobička niti ne gledam na dobiček. Račun jaz mislim, da je zelo slab, ker žrebeta so poceni, da mislim, da je to največ ljubezni do živali. Ker pa število konj v Beli krajini narašča, od kupovalcev mesnih žrebet pa je čedalje manj, bi bila rešitev. Kakšne domače klavnice, domače predelave, kajti v Beli krajini sem že jedel marsikatero konjsko salamo in ta ni bila slaba in konjerejci na tem območju, kolikor imate klavna žrebeta, razmišljajte o alternativi pri trženju mesnih žrebet. Tržno nišo bi lahko rejci konj iskali tudi na področju trženja kobiljega mleka, meni Kastelic. Gre za zdravo mleko, gre za boljše mleko, kar pomeni, da pač vešči konjerejci bi lahko tudi molzli kobile, tudi prodajali kobilje mleko in to je tudi ena izmed možnosti za današnje krizne čase. Nekateri belokranjski rejci pa vidijo tržno nišo tudi v vedno bolj priljubljenih prevozih s konjskimi vpregami. Na tokratni prireditvi so razglasili najlepši vpregi po mnenju obiskovalcev in žirije. Pokalov sta se razveselila Ivan Šikonja in Stane Verdnik. Pozornost številnih pa je pritegnil mladi kovač David Hočevar, ki je na prizorišču spretno podkoval kobilo in nam zatrdil, da je ni nič bolelo. Problem je edino, če preveč porežeš, pa prežgeš podko vročo gor, takrat lahko boli, pa če cvek ne zabiješ na pravo mesto, takrat lahko boli. Tokrat pa je kobila mirno prenesla obrezovanje, žarečo podkov in tudi žeblje. Kislo vreme minulega konca tedna je vrhunec glasbenega festivala Muzejski vrtovi izpod milega neba pregnalo v varno zavetje novomeškega kulturnega centra Janeza Trdine, kjer so na svoje prišli ljubitelji odlične in kakovostne glasbe. Oder sta v petek prva zavzela Gavin Severa Džurin s svojim bendom. Enkratno, super publika, prav fenomenalna publika je treba reči, vrhunska. Dolenjska publika je kar med najboljšimi. Dan kasneje pa je pripadel hrvaški divi in njihovemu vodilnemu vokalu Josipi Lisac, ki bo kmalu praznovala 40 let samostojne glasbene karijere. Svako vrijeme donosi nekako svoje situacije, svoje atmosfere. Vsak čas prinaša sabo neko svojo situacijo, svojo atmosfero, svoje vzdušje, ampak da ti uspe uresničiti svoje sanje, to pa je vedno zelo težko. Uvijek je težko. Hrvaška umetnica je sicer precej pogosta gostja slovenskih glasbenih odrov. Jako. Pa to, kaj to pomeni? To pomeni... Zelo všeč so mi nastopi. Kaj to pomeni? To je zame smisel življenja, smisel obstoja, drugo nima pravega pomena. Za mene da, smisel postojanja. Za konec pa še obvestilo novomeške komunale, ki preklicuje ukrep racionalne pitne vode na območju Novega mesta, Šentjerneja, Škocjana, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, Straže in Šmarjeških Toplic. A kljub vsemu velja za eno najpomembnejših življenjskih dobrin še vedno ravnati preudarno. Lep večer in nasvidenje do jutri.